Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Torej, spoštovani predstavniki medijev, hvala, da ste se odzvali današnjemu povabilu na novinarsko konferenco, ki jo organiziramo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in pa Obrtno zbornico Slovenije. Danes so tukaj z nami Tanja Bolte, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, gospa Majda Pohar, doktorica medicine, specialistka higijene na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in pa gospod Simon Vrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. Predstavili vam bodo, kakšna je kakovost zunanjega zraka v času kurilne sezone, stanje preseganja delcev PM10 in pa vpliv, ki ga ima na zdravje ljudi. Povedali bodo tudi, kako lahko samo zaščito in preventivo zagotovimo varno kurilno sezono. Najprej bom besedo predala gospe Tanji Bolte, še pred tem pa bi rada podarila, da zadaj poteka video primerjava napovedi ravni delcev PM10 za Slovenijo februarja in pa avgusta letos. Jasno lahko vidimo, da februarja, torej v času kurilne sezone, prihaja do preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM10, medtem ko poleti do teh preseganj ne prihaja. Video se bo odvijal, tako da si ga lahko pogledate po posameznih urah. Torej, izvolite, gospod Tanja Bolte. Najlepša hvala, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Rada bi podarila, tako kot je pač že bilo povedano, do preseganj mejne vrednosti za delce PM10 ali pa do povišanih koncentracij onesnaževal v zraku prihaja izključno v kurilni sezoni v zimskem obdobju leta, se pravi nekje, ko oživijo individualna kurišča, nekje od oktobra do marca naslednjega leta. Večletna kemijska analiza delcev, ki se pač analizira, je pokazala, da se v dnevih, ko je presežena mejna vrednost PM10, delež prispevka kurjenja lesa zviša iz 30% po povprečju na 50%. Se pravi, to nam da še dodatno informacijo o tem, da so res individualna kurišča največji vir v zimskem obdobju leta. Predvsem so zato, bom rekla, neugodni vremenski pogoji, zelo pomembni tukaj pri tej zadevi kot temperaturni obrat, ki preprečujejo redčenje izpustov. To je predvsem posledica v slabo prevetrenih dolinah in kotlinah, kjer se nabirajo večje količine delcev in drugih onesnaževal. Agencija za okolje zato v zimskem obdobju leta objavlja napovedi dnevne koncentracije delcev PM10 za Slovenijo in je vidna tudi na njihovi spletni strani. Predvsem, če se zopet vrnemo nazaj, ko smo povedali, da je kurjenje v individualnih kuriščih največji vir delcev, predvsem je pomembno to, ker so kurilne naprave neučinkovite in posebej problematično pa je kurjenje z neustreznimi gorivi, naprimer stari papir, karton, les, celo plastika, embalaž, tekstil in pa drugi odpadki, ki ne sodijo v kurilno napravo, ampak sodijo v za to primerne zabojnike, ki jih imamo pred svojimi hišami ali pa na otokih. Oboje vodi do slabega izgorevanja, se predvsem pokaže neposredno kot gost temen dim iz dimnikov. V jasnih zimskih popoldnevih pa se valeč dim zadržuje v plitvi plasti nastojočega temperaturnega obrata in se sčasoma razprši po celotnem naselju. Žal je tako, da takšno stanje v mestu in na vasi povzroči že en sam neozaveščen bom rekel, uporabnik individualne kurilne naprave. Zato strani Ministrstva za okolje in prostor opozarjamo na veljavni zakon o dimnikarskih storitvah, v katerem so jasno definirane tako, bom rekla, obveznosti dimnikarja, kot seveda tudi posameznih uporabnikov dimnikarskih storitev. Obveznosti pa so sledeče: izbrati potrebno dimnikarsko družbo, omogočiti prvi pregled v novo zgrajeni mali kurilni napravi, omogočiti vpis te male kurilne naprave v evidenco po prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom, dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev, dimnikarju, ki se ga tudi izbere, oziroma dimnikarsko družbo, ki se jo izbere, omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav in ob kakšnikoli spremembi malih kurilne naprave, eno leto ohraniti zapisnik o pregledu kurilne naprave doma in pa na podlagi odločbe pristojne inšpekcije, vkolikor so kakšnikoli ukrepih, je potrebno tudi ugotovljene pomanjkljivosti, je potrebno tudi izvesti. Rada bi še to povedala, da z neprimernim kurjenjem ali pa s tem, ker smo mogoče ali nismo ozaveščeni ali pa kar nekako uporabljamo druga gorivo, kot je primerno, vplivamo
tako na slab zrak, kot tudi posledično na zdravje ljudi, ne samo nas samih, ampak tudi okolice, v katere živijo okrog nas. Ne. Tako da zelo pomeni tudi ta segment, tako da, ki ga bo pač tudi kolegica iz NIJZ naslovila. Tako da hvala. Tanja, hvala. Besedo sedaj predajam gospe Majdi Pohar, ki nam bo predstavila vpliv zunanjega zraka na zdravje ljudi. Lepo pozdravljeni še enkrat. Onesnaženemu zraku smo izpostavljeno čisto vsi, tako da je iz javnozdravstvene perspektive to kar velik in ima pomemben vpliv na zdravje cele populacije. To je pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in povečuje tudi smrtnost in torej obolevnost in umrljivost zaradi teh. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je breme bolezni, ki ga lahko pripišemo onesnaženemu zraku, primerljivo tistemu, ki ga pripisujemo nezdravi prehrani in pa kajenju tobaka. Večina raziskav, ki se v zadnjih desetletjih ukvarja z vplivi na zdravje, proučuje povezavo med delci in zdravjem. Delci so namreč dober pokazatelj tega. Danes imamo na voljo že zelo veliko dokazov, da onesnaženost zunanjega zraka poveča obolevnost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, zaradi bolezni dihal, vključno s pljučnim rakom. Vse več pa je tudi dokazov o povezanosti z sladkorno boleznijo, pa z nekaterimi kroničnimi nevrodegenerativnimi boleznimi centralnega živčevja, kot sta recimo Parkinsonova bolezen pa Alzheimerjeva bolezen. Rak, onesnažen zrak z delci, ki je posledica gorenja fosilnih goriv, je Mednarodna agencija za raziskave raka uvrstila v prvo skupino rakotvornih snovi. Zdaj, v prvi skupini so tiste snovi, ki nedvomno dokazano povzročajo raka pri človeku. Tako da v primeru delcev gre za dokazano povezavo z rakom pljuč, se pa kaže tudi povezava z rakom sečnega mehurja in pa možna povezava tudi z nekaterimi drugimi raki. Delci so škodljivi različni delci različno. Škodljivost je v glavnem odvisna od njihove velikosti pa od njihovih primesi. Zdaj, primesi so lahko različne kovine, toksične kovine, organske snovi, reaktivni plini. Glede velikosti pa velja tako, da so čim manjši, tem bolj škodljivi. Torej, delci, ki so manjši od 2,5 mikronov, so tisti, ki že prehajajo v pljučih, prehajajo pljučno bariero in pa vstopajo v kri, tako da ti fini delci povzročajo že sistemske učinke, medtem ko večji delci pa ostajajo v zgornjih in srednjih dihalih in se s časom jih izločimo z kašljem, izpihamo jih, medtem ko ti manjši delci pa vstopajo v kri in pa potujejo potem s krvjo v različne organe. Osnovni mehanizem delovanja delcev je to, da povzročajo vnetje. Zdaj, vnetje je lahko tam, kjer vstopajo v telo, se pravi v dihalih, v pljučih. Tisti manjši fini delci, ki pa prehajajo pljučno bariero, ki vstopajo v kri, pa povzročajo vnetje v organih, ki jih dosežejo, recimo jetra, krvne žile, srce, možgani, ledvice in povzročajo vnetja tam, podobno kot to se dogaja v pljučih. Zdaj, posledice so sistemske, od poslabšanja situacije v pljučih, poškodbe tele dihalne sluznice, do poslabšanja osnovnih kroničnih bolezni, kolikor so potem v žilah okvare žilnih sten, pospešeno nastajanje ateroskleroze, nagnjenost, večja nagnjenost k tvorbi krvnih strdkov in vse to v kombinaciji vodi potem do večje možnosti za nastajanje infarkta, tako možganskega kot srčnega.
Priporočila, torej kot prvo redno spremljanje rezultatov meritev in pa potem tudi napovedi, ki jih objavlja ARSO, in pa upoštevanje priporočil, ki jih tudi objavlja naša hiša. Priporočila se nanašajo na omejitve bivanja na prostem, kot vemo, na zmanjšanje fizične aktivnosti na prostem v epizodah večje onesnaženosti. Tukaj bi opozorila morda na to, da ljudje različno reagiramo na onesnaženost. Eni občutijo težave prej, drugi kasneje. Zdaj, v primeru, da gre za ljudi z nekimi obstoječimi že kroničnimi boleznimi, potem je zelo pomembno, da so pozorni na svoje počutje, da poslušajo telo, da so pozorni, a se pojavlja kakšna težka sapa, kašelj, neobičajna utrujenost in da potem pravočasno odreagirajo. Zelo važno je, da se zavedamo, da čisto vsak od nas lahko nekaj doprinese k izboljšanju zraka. Torej, ti ukrepi niso samo na ravni države in ministrstev ali pa industrije in tako naprej, ampak lahko tudi vsak od nas doprinese k temu, da se zrak manj onesnažuje. Ker je znano, da je povezava med koncentracijo delcev in povečanim tveganjem za zdravje linearna. To pomeni, že kakršnokoli zmanjšanje onesnaženosti na eni strani bo dalo pomembno izboljšanje za zdravje lahko na drugi strani. In obratno, seveda. Za konec bi omenila še dve stvari, in sicer zastrupitve z ogljikovim monoksidom in pa zračenje zaprtih prostorov, ker je več ljudi. Torej, v obdobju pred covidom smo vedno priporočali zračenje takrat, ko so koncentracije onesnaževal zunaj nižje, ko je zrak boljši. Danes, ko imamo opravka, ko pač se trudimo, da omejujemo širjenje virusa SARS-CoV-2 v populaciji, ima pa ta okužba s tem virusom prednost in je na prvem mestu preprečevanje teh okužb. Torej, to je prioriteta. Zakaj? Zato, ker so to vendar akutne okužbe, lahko so težke okužbe, pri nekaterih ljudeh zelo z dolgotrajnimi posledicami.